Danes smo slišali pri gospodu Tanku, vodji poslanske skupine SDS, da vaša komisija tako rekoč ni aktivna, da ne želite zaslišati bivših ministrov, ne raziskujete zadev, skratka, neaktivni ste. Torej, te očitke moram zavrniti. V času od začetka septembra pa do danes je Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb imela 5 sestankov, torej med tema sta 2 nujni seji in 3 redne seje. Opravili smo 4 nadzore na Sovi, vojaški obveščevalni službi, pri enem od operaterju in na generalni policijski upravi in sem prepričan, da je ta komisija ena najbolj dejavnih komisij oziroma odborov v državnem zboru. Te očitke seveda zavračam tudi zaradi tega, ker imajo eksplicitno politično noto, želijo tako kot tudi prej v vladajoči stranki s svojimi izjavami vplivati in pritiskati na predsednika komisije, da bi ravnal po njihovih željah in po njihovi volji. Tanko vam tudi očita, da nočete pozvati na zaslišanje bivših ministrov Bohinca in Majla? Ta očitek nikako ni točen, seveda jih želimo ne zaslišati, ampak se pogovoriti z njimi. Zato že imamo pridobljena soglasja vlade k odvezi molčečnosti. Danes smo tudi dobili soglasje vlade k odvezi molčečnosti za gospoda Šefica, nekdanjega pomočnika direktorja, in v najkrajšem času bomo upravili pogovore z vsemi 3. Ko sem že večkrat izjavil, nameravamo ta primer končati in zaključiti do konca novembra in tedaj tudi predložiti poročilo državnemu zboru in zaznaniti javnost z našimi izsledki. Gospod Gantar, koliko posnetkov ste poslušali na Sovi do sedaj, ki so povezani v zvezi z dogovarjanjem o incidentih v Piranskem zalivu oziroma na katerih so glasovi Janeza Janše, Iva Sanaderja, morda tudi Toneta Ropa, spet Iva Sanaderja in še morda koga drugega? Prepričan sem, da boste uganili moj odgovor do končnega poročila. Ne nameravam govoriti o konkretnih imenih, niti ne o naravi dokumentacije, s katero smo že bili seznanjeni. Kdaj torej lahko pričakujemo, da se bojo na komisiji pojavili gospod Ivo Vajgl, gospod Rado Bohinc, gospod Šefic? Imate to v planu narediti zdaj na začetku novembra ali boste počakali do 15. novembra? Ne, jaz mislim, da bo sklic seje določil v ponedeljek in da upoštevajoč običajne uzance pri tem sklicu bo seja tam po mojem mnenju okoli 15. novembra, med 13. in 15. novembrom. Prej je težko zaradi časa, ki ga je treba imeti za sklic takšne seje. Vlada je odvezala molčečnost gospodu Šeficu, hkrati pa v sporočilu za javnost napisala tudi, da se bi morali člani komisije držati neke molčečnosti. Pa mislite, da bo to mogoče? Ja, tokrat pa se izjemno močno strinjam z vlado in tudi sam si to želim in bom tudi sam še enkrat ponovil in položil članom komisije na srce, da se držijo molčečnosti, ampak hkrati bi tudi vladi priporočil, da je tudi sama molči v vseh primerih in da ne govori takrat, kadar jim razkrivanje kakšnih zadev politično koristi. Ustavno sodišče je odločilo, da je 21. člen neskladen z ustavo. Ali morda to kaj spremeni dejstva pri vaši komisiji oziroma razne stvari, ki jih vi raziskujete? Ustavno sodišče tega ni odločilo. Ustavno sodišče o tem ni razsojalo. Ustavno sodišče je pravzaprav zavrnilo to vlogo vrhovnega sodnika Testena, češ da ta 21. člen ni člen, v katerega bi bil potegnen na odločanje vrhovnega sodišča. Interpretacije so zelo različne, zelo zanimive. Moram reči, da sem začuden nad temi interpretacijami in celo, bi rekel, nad diletantskostjo interpretiranja, predvsem kar zadeva tudi poznavanje tehničnih vidikov predstrezanja komunikacij v slovenskem in v mednarodnem prostoru. Za konec me zanima samo še ena stvar. Če Slovenija ne sme po 21. členu oziroma Sova po 21. členu spremljati pogovorov mednarodnih zvez, me zanima, kaj se lahko zgodi, če zaznajo nekega terorista, ki je morebiti na čolnu v Piranskem zalivu, ne ve se morebiti niti ali je v Sloveniji ali je v tujini, kako potem reagira lahko Sova?
No, če domnevam, če predpostavim, da bi to veljalo, da vse Sloveniji 21. člen zakona o Sovi ne bi smel uporabljati, kar pa seveda ni res, ker ga Ustavno sodišče ni razveljavilo, bi to pomenilo prav v tem primeru izjemno močno ranljivost Slovenije, tako države, njenih prebivalcev, in Sova pravzaprav ne bi imela nekega drugega nadomestnega ukrepa, s katerim bi lahko prestregla neke specifične informacije, ki bi bile koristne za nacionalno varnost. Samo eno vprašanje. Gospod Tanko je dejal, da gre vse skupaj za organiziran orkester od izjave Antona Ropa naprej do, kot sam pravi, neaktivnosti vaše komisije, do neaktivnosti komisije gospe Potrate in tudi celotnega vrha SD-ja. Tu notor je potegnil tudi vas. Kako to komentirate? Glejte, ko se že povedal, je komisija bila zelo aktivna. To ja. Tudi na drugih primerih, ni samo to, moramo tudi tekoče upravljati posle. In to je prva stvar. Druga stvar pa je zelo enostavno. Dokler bom šef te komisije, ne bom dovolil, da bi se v delo te komisije upletali politični interesi in strankarski boji med SDS-om in socialnimi demokrati. Tega ne bom dovolil ne eni, ne drugi strani. Pa gre za to veliko zaroto? Jaz sem že večkrat govoril o teorijah zarote. To je posebna oblika mišljenja, posebni mišljenjski okvir, posebna forma mentis, ki misli, da vse, kar nekomu ne ustreza, da je rezultat neke zarote. Jaz mislim, da ne gre za nikakršno zaroto, vendar so nekateri politični krogi, celo vladajoči v Sloveniji, zelo nagnjeni k razmišljanju v teh kategorijah teorije zarote, kar ni dobro za vse nas.